Velenjčani so v prvem krogu ugnali ljubljansko Olimpijo in pripravili prvo večje presenečenje, tokrat pa so pred domačimi navijači želeli še drugi skal po letošnji sezoni. Prvaki so namreč gostovali na štadionu ob jezeru Velenju. Gostje so tekmo začeli v nekoliko spremenjeni postavi v primerjavi z zadnjo tekmo proti Maltežanom v kvalifikacijah za Ligo prvakov, a tale postava ni bila prav nič slabša. Maribor je bil tisti, ki je bil nekoliko konkretnejši na začetku tekme. Tole je že prva akcija, predložek Vilerja z leve, najvišji pa Tavares in takoj zadetek za kapetana Maribora. 0:1 že v 8. minuti. Lepa žoga, najvišji pa Tavares, ki je zadel levi zgornji kot vratarja Rudarja. Do konca prvega dela še kar nekaj obetavnih akcij, tekma je bila izjemno živahna. Najprej je oddaleč meril Dervišević, a tokrat zgrešil, potem pa Tavares in na koncu le kot za nogometaše Maribora. Po 25 minuti je tudi Rudar prišel do svoje prve priložnosti, oddaleč je meril Eterović, ki je skoraj presenetil Handanovića, ki je žogo vendarle uspel izbiti v kot. In potem še kombinacija Mezge in Tavareša, na koncu je Mezga streljal nekoliko previsoko. Rudar pa se je razigral ob koncu prvega dela in si pripravil kar nekaj priložnosti, lepo je pregraval Firer, na koncu pa je meril Bratanović in bil nekoliko prešibak, da bi uspel ugnati vratarja Handanovića. Sledil je prosti strel Rajka Rotmana, strel čez gol in še zadnja akcija za Velenjčane v prvem delu. Firer je našel Bratanovića, lepa kombinacija teh dveh nogometašev, izjemna obramba pa je bila to Handanovića, ki je s tole obrambo preprečil izenačenje. In kdor ne da dobi, se je izkazalo za resnično. Zadnja minuta prvega polčasa, lepa kombinacija vijoličastih, na koncu pa nekaj sreče. Fajić je bil tisti, ki je premagal vratarja Rozmana in povišal prednost tokrat rumenih na 0:2. V drugem delu še naprej boljša igra Rudarja in več priložnosti za domače igralce. Žoga pred vrata, najprej se je zatresla prečka, po podaji Jeseničnika je streljal Eterović. Nova priložnost za Bratanovića, ki ni uspel premagati Handanovića in ni imel svojega dneva. Nato pa še odličen poskus Črnčiča in še ena izjemna obramba vratarja Handanovića. In potem še priložnost za Maribor, takole kombinacija vijoličastih in potrditev zmage. Po napaki domače obrambe je prišla kazen. Mendy, ki je še v lanski sezoni nosil dres Kopra, je tokrat povišal prednost na 0:3. In še zadnja akcija Knapov. Črnčič je bil tisti, ki je meril, spet na pravem mestu Handanović in mariborski vratar je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Končni izid na tekmi v Velenju pa 0:3.